pozdravljeni v 101. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Me veseli me, da lahko danes v oddaji pozdravljam Matjaža Likeba iz podjetja Pilon. Pozdravljen, Matjaž. Lep pozdrav vsem. Skratka, glavna tema današnje oddaje je konferenca CBIM 2019, ki je potekala v sredo 20.11.2019. To je bil en poseben datum, za vse tiste, ki ne veste. Mogoče, če boste do konca oddaje poslušali, boste zvedeli. Ampak Matjaž je bil v vlogi predsednika programskega sveta in v bistvu najprej bi prosil, da se najprej malo sam predstavil, kaj sploh počne, pa potem preidemo na samo temo današnjih pogovorov. Ja, lep pozdrav še enkrat. Moja vloga je v podjetju Pilon, nekako trženje programske opreme za arhitekte in gradbenike. Ključno orodje je tukaj Archicad, program, s katerim se tako ali drugače ukvarjam že preko 30 let. Tako da smo bili predhodniki BIM-a s to virtualno stavbo, ki je pač takrat zamenjevala današnjo kratico BIM. No in tukaj, bom rekel, smo kar, ne vem, če lahko rečem, pionirji tega postopka, ki ga danes poznamo pod BIM-om, in nekako imamo pregled nad situacijo, mogoče malo boljši, ker smo pač toliko časa že na trgu. Sam se ukvarjam s trženjem te rešitve, in programov, ki se navezujejo na BIM. No, ampak v vlogi oziroma v okviru konference CBIM si deloval pa kot predsednik programskega sveta. Ja, kaj to pomeni dejansko? Kaj ima vlogo? Mislim, da si delal vse. Jaz sem to vlogo dobil kot nekako v CBIM združenju, kjer delujem v upravnem odboru. Predvsem zaradi mojega interesa, da bi vključil malo bolj aktivno arhitekte. Da zdaj so arhitekti te konference CBIM-a malo zapostavljali, predvsem ker je bil poudarek bolj na infrastrukturi kot na arhitekturi. In moja ideja je bila, da so arhitekti tukaj nujno potrebni v tem procesu in da jih nekako treba nagovoriti. In programski svet je bil sestavljen in nekako, bom rekel, je dosegel to, da so se arhitekti odzvali. Ja, v bistvu to je bilo tudi čutiti, skratka sam program odseva to željo po vključitvi več arhitekturnih zgradb in podobnih stvari, čeprav je bilo na koncu tudi nekaj o infrastrukturi. Ja, ampak zanimivo je, prej si omenil, še prej smo začeli snemati neke statistične podatke o udeležbi. Mogoče je zanimivo slišati. Ja, dejansko je tudi nas presenetilo, skoraj polovica, 47% udeležencev je bilo prvič na tej konferenci, ki je zdaj že 5. leto, kar nas je zelo presenetilo, se pravi, dejansko je obseg in se pravi, kotizacija jih ni odvrnila, da bi se udeležili tega. In dosegli smo rekord, mislim, da je 150 udeležencev prisostvovalo tej konferenci, kolikor je tudi bilo mest v tej dvorani na Brdu pri Kranju. Tako da nekako po področjih delovanja smo ugotovili, da je bilo približno četrtina arhitektov, četrtina gradbenikov in vseh ostalih, iz ostalih področij, se pravi od investitorjev, strojnikov do, tistih, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem stavb. Tako da je bilo razpršeno praktično po vseh področjih, ki jih nekako se dotika BIM. Še ena informacija, ki se mi zdi tudi zelo zanimiva. Vprašanje, ki smo ga postavili udeležencem, ali menite, da imate dovolj znanja v BIM-u. In 40%, v bistvu ne, še več, praktično 70% jih je odgovorilo ne. Se pravi, to je en zelo zanimiv podatek, ker se sam tudi strinjam,
da je znanje tukaj ključna stvar, ne toliko orodja, ampak znanje, obvladovanje BIM-a je pač eno novo področje, kjer se vsi učimo. Ne. Tako da tukaj bo treba še veliko narediti, tako v BIM združenju, kot tudi še pri vas ali pa na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in katedri v Mariboru. Mene letos prvič ni bilo na tej konferenci, pa me zanima, a je bil tak tudi občutek, da so bili tudi strojniki kaj bolj prisotni kot prejšnja leta ali nič kaj? Glede strojnikov lahko preverim, samo sekundo, da grem skozi te naše vprašanja in lahko točno povem. Strojnikov je bilo 7% od vseh udeležencev. Rečemo, tisti, ki se ukvarjajo z investicijami, je bilo 10%, od državne uprave je bilo 5%, iz področja izobraževanja tudi 5% in ostalo 8%. Drugače pa glavni udeleženci državnega področja, s katerim so se ukvarjali udeleženci, sta bila arhitektura in gradbeništvo. Četrtino. Matjaž, oprosti, te podatke, ki jih zdaj navajaš, so prišli iz tiste aplikacije, ki ste vi pač imeli neko tako živo anketo skozi celotno. Interaktivno, ja. Kar v bistvu pozdravljam idejo, v bistvu super. Tudi izvedbeno je bilo zelo v redu. Skratka, te podatki so od tistih, ki so dejansko naložili to aplikacijo. Koliko je pa procentualno vseh teh bilo? Je bilo dejansko 150%? 50%. Okay. Mogoče celo malo več, ampak tam približno 50%. Mislim, da je bilo okoli 70 izpolnjenih anket, bilo je pa 150 udeležencev. Z tega, da tukaj so še tudi jasno predavatelji vmes. Zdaj, omenil si to, recimo nekateri so rekli, da nimajo dovolj znanja. Mogoče se s tem lahko malo navežemo in na to, ki je tudi dr. Tomo Corovšek predstavil na tam magistrski študij, ki zdaj prvo leto poteka na fakulteti v Ljubljani, se pravi ta BIM-a plus, pa poleg tega, skratka, ne bi zdaj šli čez vse te sama predavanja, ampak morda se mi zdi tukaj neka povezava in med tem formalnim izobraževanjem v okviru nekih študijskih programov, bodisi da je to v Ljubljani ali pa v Mariboru, pa med recimo tem, ki je tudi Andrej Tibaut omenil v okviru Building Smarta in z certifikati in tako naprej. Kje je tle, ti vidiš osebno ali pa konec koncev tudi BIM vidi neke sinergije, ker jaz, oziroma mi razrobljam se enkrat že nekako mal podvomila v take, te certifikati so nekako v IT okolju so neko standardna zadeva. Ne? Zdaj, a je to potrebno prenašati v to grajeno okolje pa v BIM ali skratka, kako ti osebno vidiš to? Jaz dejansko bom rekel, mi to konkretno pilon, to že izvajamo nekaj časa, tudi bom rekel, certificiramo, se pravi tisti, ki naredijo po izobraževanju neke preverbe znanja, pisne in ustne, dobijo certifikat, da so na primer usposobljeni za delo BIM menedžera, kjer je osnova jasen naš program Arhitekt. Ampak na temo sodelovanja z drugimi strokami. In to je izobraževanje, ki traja 5 dni, cel dan. Se pravi, zelo resna zadeva. Drugo, obstaja ene par državnih inštitucij, ki podpira, bom rekel, izobraževanje na raznih področjih, med drugim tudi na BIM-u. Ena od teh je Kompetitivna Slovenija, kjer so pravkar zbirali prispevke vseh, ki jih to zanima in imajo neka znanja, da bi to ponudili, in jih država sofinancira. Tukaj, bom rekel, vidim veliko možnosti, da bojo tisti, ki jih pač ta področje zanima, upam, znati presoditi, kje dejansko lahko dobijo neka potrebna znanja, ker ugotavljamo, da znanje je tisto, kar je poleg standarda vključen problem BIM-a. No in jasno, pa investicije, gospodarska rast in ostalo.
Tako da jaz ne vidim tukaj toliko building smart kot nekaj, kar bo spremenilo to sceno, bo pa mogoče poleg institucionalnih izobraževanj, ki jih pač izvajajo fakultete in ostale inštitucije, vidim tukaj predvsem možnost nekega neodvisnega certificiranja, če se bo to pokazalo, kako bo to izgledalo, kdaj bo to, si ne predstavljam, ker tisto, kar mi certificiramo za program Arhicad, se pa tisti, ki uporabljajo Arhicad, sigurno dobijo tukaj veliko koristnih informacij, ampak osnova je, da ti obvladaš, rečemo, BIM modelirnik. Kakor je meni znano, tega ne dela pa nas še noben. Zato pač prav veliko izbire ni, da bi se zdaj lahko odločil, zdaj bom pa je šel na BIM manager training za Revit, ali pa ne, Alplan. Tako da, ja, pardon. Ne, jaz bi se kar navezal na to, mislim, meni pri vseh teh silnih pogovorih o BIM-u je moje vprašanje vedno, a mi sploh rabimo BIM certifikat za BIM menedžerja, ker mislim, glede na to, da to zdaj naša 101. oddaja, da smo tudi mi že večkrat govorili, pa da sem imel videl ogromno nekih gostov, je v bistvu edina stalnica, če vsaj se na Slovenijo omejima v teh pogovorih, ta, da se vsako podjetje drugače loteva BIM-a. Mi res hočemo ta pristop standardizirati, je to sploh cilj te iniciative, ne vem, mislim. Jaz mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Jaz mislim osebno, da ne. Zakaj? Ker ne vem, kako bo ta certificiranje izgledalo, na kakšen način, kdo ga bo preveril. No, vse je točno to, pa kaj bo preveril? Kaj bo preveril, Tako da jaz mislim, da tudi mi, čeprav se s tem že ukvarjamo 30 let in se izobražujemo od zadnje 2 leti, praktično vsak mesec gremo v tujino na dodatna izobraževanja na temo BIM-a. Nisem prepričan, da smo tisti poklicani, ki bi znali to, bom rekel, nevtralno to nekako definirati za vse programe, za vse, ker tukaj je ključna stvar, da se specifika je vseh programov. Niso iste procedure, rečemo postopki pri komunikaciji z ostalimi programi, če delaš z enim programom ali pa če delaš z drugim. Tako da, ne vem, mi angažiramo tuje predavatelje za ta izobraževanja, ki to delajo in hodijo po svetu in se sam s tem ukvarjajo. Ampak vse skupaj je pa seveda bazirano na nekih orodjih, ki jih pač moraš poznati. Tega se ne učiš. Ja, saj to je, tle, Matjaž, jaz mislim, da se vsi strinjamo, da absolutno, jaz vidim absolutno nek smisel v certifikatih, ki so vezani recimo na uporabo specifičnih programov. Pa imaš certifikate za MySQL server, pa za MySQL to in ono in tretje. Tako imaš tudi v bistvu certifikat, da si pač usposobljen za delo v Arhicadu, Revitu ali kjerkoli drugje. Absolutno. Zdaj, to mi je čisto jasno in to je super. In seveda za tukaj jaz mislim, da ni v interesu fakultet ali pa takšnih, recimo malo večjih izobraževalnih organizacij, da bi se nekako štulile sem noter. Ker se mi zdi, da mediji z Robijem saj zagovarjajo to, da pač tukaj je treba nekako spostaviti neke temelje, neodvisno od nekih programskih orodij, ki se jasno menja in jasno tukaj se ne moramo kar odločiti, ok, bomo pa sam Arhicad učili ali pa sam Revit učili ali pa sam karkoli. Vi stališča promotorjev ali pa tržnikov v bistvu specifičnih programov je pa jasno v vašem interesu, da to podpirate. Absolutno se s tem strinjam. Kaj je ključno, zakaj sploh certificirati in zakaj ta ideja, je, da tisti, ki iščejo profile takih ljudi, da dobijo neko informacijo, da bodo zaposlili neke sodelavce, ki imajo neka znanja. In ta znanja zdaj so specifična za vsako orodje posebej, seveda nekaj vezanih na tip biroja, je to arhitekturni biro, je to nekaj tretjega, ampak v osnovi je to dejansko lahko domena ponudnikov programske opreme, ker tisti to najbolj obvladajo, ali pa nekih tretjih komercialnih inštitucij, ki se pač
ukvarjajo z promocijo ali nekih izobraževanj in tudi jasno za BIM menedžerje potencialno. Ne. Tako da jaz ne vidim tukaj vlogo Building Smarta, ki je neka, rekel, bolj organizacija, ki postavlja neke nove standarde, ne, predvsem. Ja, ok. Jaz predlagam, da gremo še kaj drugega pogledati. Zdaj, mene, če gremo v bistvu mogoče malo kronološko skozi tale program, je bil naslednji. Zdaj smo recimo ta sistemsko BIM podporo malo obdelali, ne. Ampak v bistvu tisto, kar je mene osebno najbolj prepričalo, je bil predstavitev podjetja 3LHD z Hrvaške. Mina se že z Matjajem sva se že pogovarjali na sami konferenci. Skratka, naslov je bil BIM arhitekturni izzivi na Hrvaškem. Jaz mislim, da tam sem jaz dobil zadoščenje in takrat se mi je pokrilo vse to, da sem bil sploh na CBIM konferenci. Ne? Zanimivo. Ja. Res, v bistvu, to je bilo zame recimo tako vrhunc dneva, poleg tega, da je bil pol dobra kosila. Ne? Ampak to, kar sem jaz od predavateljev slišal, pa boš Matjaž lahko ti tudi svoje vidni jasno pol povedal, je to, da je uporabil en tak stav, kjer je v bistvu rekel, da oni BIM ne uporabljajo zato, ker je to BIM, ne, in je to moderno, ampak zato, ker jim to omogoča narediti tiste stvari, ki bi jih oni radi delali. In je to v bistvu, sem rekel, ok, jaz ne rabim nič več slišati, ne, jaz bi sam rad vedel, da so vsi to dojeli. Ja, tukaj je eno zelo zanimivo vprašanje, ki je na panelu, ki je bil del konference, predstavil koordinator oziroma moderator, je konkretno 3LHD-ju oziroma Marku Dabroviću, ki je zastopal ta biro, ali jih BIM omejuje v svoji kreativnosti. Ne? No, in tukaj je on povedal lih obratno. Ne? Z BIM-om oni lažje ali pa sploh na edini način lahko realizirajo svojo idejo. Ne? To se mi zdi, in so suvereni na gradbišču, ki je tudi jasno ključna stvar. Ne? To se mi zdi zelo enostavno, zelo direktno nekako poudaril, da je BIM njim pomoč. Ne? To je za mnoge tiste, ki se šele spuščajo na to področje, se mi zdi, da je to bolj kazen ali pa neka prisila potencialna, ki bo prišla iz EU. Ne? Ja, ali pa iz kakšnega akcijskega načrta. Ali pa iz akcijskega načrta, točno. Ne, in tudi, ne vem, če si zasledil pri komentarju Agrona Derala, to je pa drug gost iz Avstrije, ne, je tudi povedal, da oni v bistvu delajo BIM zaradi sebe, ne, praktično zato, da imajo zadevo pod nadzorom. Ne. Oni dejansko se več ne odločajo, zdaj, ali bo naročnik zahteval BIM ali ne, ker delajo vse projekte, tudi take, kjer ni bila zahteva po BIM-u, delajo po BIM-u. Ne. Ker jim to omogoča pač izdelavo z manj zapleti. Ne. Ja, ne. Drugače pa sem še to omogoče okoli 3LHD biroja, ne, oni to prakticirajo že 10 let, ne. Se pravi, na Hrvaškem je to, mislim, da je največji biro, da imajo, ne vem, preko to je arhitekturni biro, ne. Se pravi, ni to, rekel, kot v angleščini rečejo, Integrated Design Office, se pravi, da delajo vse stroke, ne. Imajo zunanje sodelavce, se pravi, komunicirajo z njimi preko IFC-ja, IFC formata, in pobirajo nagrade za arhitekturo. Ne zato, ker so nekako že zelo zgodaj začeli z uporabo BIM-a, ampak predvsem zato, ker delajo dobro arhitekturo. In v Sloveniji je mnogo arhitektov, ki so navdušeni na tem, kar oni delajo, rečemo, s temi hoteli na hrvaški obali. Ja, tisto v Rovinju hotel. V Rovinju, na primer. Ja. Zgleda tudi tisto, ki je pokazal, tisto, ki so naredili oblak točk, pa pol to v bistvu v dizajnu noter v arhitektu oziroma vizualizacijo pokazal in potem pokazal ta isti pogled, ko je bilo zadeva zgrajena, pa mislim, da bi mogel Oran gledati, da bi videl kakšen piksel drugačen.
še oni listi so se najbrž postavili ob ta pravem vetru, točno tako, kot so jih oni poskenirali. Ne? No, oni so ne samo uspešni v arhitekturi, oni so tudi uspešni v trženju svojega znanja, kompetenc mednarodno. Ne? Oni delajo, kot je omenil, projekte na Kitajskem, delajo projekte v Švici, delajo cel kup, se pravi, so mednarodno zelo konkurenčni in uspešni. Ne? Lahko omenim še to, da so v bistvu na tem koncu en največjih uporabnikov orodja, s katerim pač se mi ukvarjamo, Archicada, ker imajo skoraj 40 licenc programa. Ne? To se vidi, da dejansko je velik biro. Meni je predvsem žal, da nisem videl te predstavitve. A so mogoče te prezentacije že kaj na voljo ali pa bolj na voljo? Dobil sem že vprašanje na to temo, prav za konkretna predavanja. Delam na tem, nekaj bo možno, nekaj pa ne. Nekateri predavatelji ne dajo tega po defaultu, se pravi. Nekateri so pa rekli, ja, lahko, ampak bomo nekaj ven vrgli, ker neke informacije nočemo dajati. Razen tiste, ki so bili prisotni. Tako da ne vem, za 3 LHD lahko vprašam, mislim, da ne bo problem. Je pa tukaj nek ključen del te prezentacije bil komentar, ki ga pač ni. Se pravi, tiste slike, ki so jih predstavili, pa projekte, mislim, brez komentarja, ne vem, koliko bojo zanimivi. No, v bistvu, če sam pri tem ena stvar omenim, jaz sem skoraj dol stola padel, takrat, ko je on govoril, kaj dajo tiste časopisne izrezke. Ja. Kako so delali tole rivo v Splitu, od tistega, ki so jim stroje metali v morje, pa do tega pompoznega, da je Split bo nova Nica na koncu. Jaz sem umiral od smeha zraven. V bistvu, se pravi, da to je en izmed res, pa sem spoštovan do vseh ostalih predavateljev, ki so se tudi namatrali, ampak tole je bilo pa tako resno. Še vmes je vprašal, če lahko za 5 minut podaljša, ne? Ja, točno to, na koncu, ja. To pa nisem vprašal, koliko ste imeli pa zamude v programu? Program, jaz mislim, da smo kar dobro pelali, no? Ne vem, mislim, da smo zaključili tam nekje, nisem na koncu gledal ure, ampak kolikor so eni mogoče malo zavlekli, so drugi malo skrajšali, tako da na koncu je vse skupaj lepo išlo. Imeli smo pa, ker so bili tukaj vključeni tudi tuji predavatelji, ki so prišli praktično direktno iz ene konference na drugo konferenco, med konferenco, se pravi, so prileteli v Ljubljano ob enih, sred konference ni bilo jasno, bo avion imel zamudo ali ne, je to še toliko več vredno, da se vse skupaj zaprli časovno, kot se je. Ja, mislim, da so ravno tale vaš avstrijski gost, je bolj manj prišel. Če ne bi Marko Kramer prej malo povlekel, bi ta zamudil. Ja, avion on je prišel 5 minut pred svojim predavanjem iz Varšave direkt, s tem, da je imel avion zamudo 20 minut. Tako da vse skupaj se je poklopilo, ampak je šlo pa tako zelo na nož. Ja. Malo živčno, za nas poslušalce niti ne toliko. Ne, za mene pa, ja. Ti si pa najbrž malo traumiral zraven. Ja. No, sej, sreča spremlja hrabre, koliko. Tako je. Tako. Zdaj... Imam lahko jaz eno vprašanje vmes. Kako se je tebi zdel, ko si bil prisoten ta predavanje Avstrijca iz biroja Vse bo v redu, alles wird gut? Alles wird gut, v bistvu bom tako rekel. Jaz sem sedel čist na koncu in sva z Iztokom nekaj debatirala in sva zraven to poslušala in zdaj jaz ne bom sicer omenil, kaj je Iztok rekel, ampak v bistvu tisto, kar se je meni zdelo, sicer je super bilo predavanje kot tako, ampak morda je bil v bistvu naslov recimo malo preveč pompozen. Bemis Magical. Potem sem malo z Istokom sem mu rekel, jaz to štekam, ampak zdaj sam, ki je ta Magical tukaj, še nisem dojel. Ampak drugače pa super, ampak se pa vidi, se mi zdi, da in pri pač gostih z Hrvaške in pri njemu, pa tudi pri drugih, ki so govorili o tistih klasičnih arhitekturnih objektih, raznih hotelih, poslovnih stavbah in tako naprej,
ne vem, mislim, da so tle stvari kar dobro podelane, ne? V smislu prenosa izmenjave podatkov in tako naprej. Ne? Pravim, z Istokom se skupaj sedela, pa je v bistvu bolj manj komentiral, ja, sej super, no to, jaz imam druge probleme, jaz imam tist. On pač je, ne vem, mislim, da je tudi Agran govoril o nekih oblakih točk, ne? Pa kako je recimo velik nekih podatkov, pa Marko je prej tudi omenil skeniranje Plečnikove tržnice. Rekel, ja, se v redu, ampak jaz imam 5 km dolgo traso, ne? Pa jih moram tudi poskenirati, jaz imam 100-krat več podatkov, v bistvu, ne? Pa tudi mora to nekako delati, ne? Tako da ne, ampak kot rečeno, na vprašanje, ki si ga postavil, je bilo tako lepo zapakiran, ampak mogoče me sam ta naslov je bil malo preveč pompozen, ne? Ok, se strinjam, ja. Čeprav je na koncu, ne vem, če si ujel, je tudi nekako pripeljal do tega, ki je tukaj magic, ne? Čisto zadnji del njegovega predavanja, ampak je pa tako nekako skoraj ušlo vse skupaj, ne? Eno mogoče vprašanje, zdaj, ali lahko kaj pokomentiraš to okroglo mizo? Jaz sem bil mogoče čez najprej jaz svoje videnje podam, ne, je bila malo kratka zadeva, mislim, da se ni mogla neka debata razviti. Škoda je bilo ker so bili gosti res recimo takšni, kjer bi imeli kaj zapovedati. Relevantni, ne? Ja, tako, ne. Da enostavno ni prišlo do tega, da bi pa recimo se jim pustili 10 minut, pa da bi močkan več povedali, kot bi hoteli, ne? Ja, tako je. Jaz mislim, da bi morali odgovore časovno omejiti, ne? Ker ti na koncu je časa zmanjkalo za vsa vprašanja, ne? Vprašanje je bilo več. Sam eni so se zelo razgovorili, tudi neka vprašanja so bila v bistvu zelo tako, zelo odprta taka. Ja, lahko rečemo tako. Tako da enostavno ni bilo neke koristi od teh res relevantnih panelistov oziroma udeležencev okrogle mize. Tako da jaz sem tukaj, bom rekel, malo razočaran, predvsem zato, ker eni niso razumeli, da je čas omejen, ne? In so v bistvu pokurili čas, ki bi ga lahko drugi porabili, ne? Tako da bi jaz naslednjič, ko bomo tako stvar organizirali, to je tudi neke vrste izkušnja iz tega dogodka, iz te konference, da bomo odgovor omejili na 2 minuti, 3, ne? Ne pa, da nekdo govori 10 minut na eno vprašanje, ne? Ja. Časa je pa pol ure, ne? No, sej. Jaz sem bil na teh okroglih mizah od Slovenije po Evropi, celo na Kitajskem. To je vedno tako, vedno se najde za omizjem nekdo, ki rajš govori kot drugi, no. Jaz mislim, da za take okrogle mize, če želimo, da so uspešne, je treba dati toliko časa, da se naveličajo govoriti. Pa še to včasih koga ne ustavi, pa bo še več povedal, no. Ne vem, meni se zdi, da je bila zelo uspešna tista okrogla miza. Matej, če se spomniš, ko smo imeli v Škofji Loki, tiste je bilo super, ampak tam je bil pa trik v tem, da so bila zelo precizna vprašanja, ne. Ja, se spomnim, sem bil tam zraven, ja, dejansko. Ti pa potem pač ne pustiš dosti možnosti, da bi pač kdo se razgoril v napačno smer, ne. Sam to se včasih da, včasih pa ne, no. Sej smisel takih okroglih miz je tudi to, da se pač pokomentira kaj, kar ni kdo vpraša, ne. No, na vprašanje, zelo konkretno vprašanje, konkretno Marka Dabroviča, se pravi moderator je vprašal, ali arhitekt izgubi kreativnost na račun uporabe BIM-a. Je on dal zelo kratek odgovor, ne? Ampak povedal bistvo, ne? V parih, ne vem, 30 sekundah mogoče, ne? Pol minuto, ne? Tako da če dobiš zelo eksaktno vprašanje, je v bistvu stvar lahko zelo kratka, no. Pa smo šli pa na kosilo, ne?
Tam je Andrej, v bistvu sem nekako s Andreja poiskal Tibauta, ne, je rekel, Ja. zdaj pa probi, da probam predsedniški šmoran, ne. A si imel priliko? Ne, nisem. No, škoda, Nisem. v bistvu Ja, to, jaz sem vrhunec deloval tega. brez hrane skoraj tam. Ja. Ja, se verjamem. Takole, če si direktno vezan v kolesje same konference ali pa dogodka na splošno, pol na koncu, najbrž na koncu dneva sploh ugotoviš, da sploh nisi nič pil, jedel, pa tako sploh nisi. Ne? Ja. Ej, bo dober šmoren. Šmoran bil pa dober. Predsedniški. No, jaz se zahvaljujem za ta intermezzo, sploh v tej uri. Ja, tudi meni že malo po želodcu krul, ja. Ampak pa je bilo treba iti naprej, ne? In potem je bil recimo tak bolj drug, malo večji sklop, kjer je z naslovom BIM načrtovanje v praksi. Če nasplošno rečem, mogoče so se stvari tukaj malo ponavljati začele, čeprav z nekimi novimi gosti in algoritmično arhitekturno načrtovanje, ti si bil super, ne? Ja, kako je bilo s tem v bistvu? No? Ta me posebej zanima. Kako ti to vidiš? Ja, jaz mislim, da je ta stvar je dejansko bodočnost BIM-a. In ne vem, ta predavatelj iz Graphisofta, Akoš Karovskaj, je vsekakor veteran tega načrtovanja in njegova vizija je, da mogoče kmalu ne bomo več rabili risbe, ne, ker bomo iz BIM-a, se pa računalnik poslal direktno informacijo, ne vem, se pravi konstruktorju v tovarno ali izdelavo, oziroma bo neka uporaba že avtomatizirana do te faze, da se bo, ne vem, objekti gradili praktično z nekimi roboti ali ne kako. Ne. Se pravi, sam proces priprave dokumentacije, ki je danes ključen, zato da se lahko nek projekt začne, se nekako on vidi, da se bo zelo spremenil v prihodnosti. Ne. Je pa to eno področje, ki ne omogoča samo izdelave neke geometrije, ki drugače ni možno, ne, ali pa rekel je zamudno, ampak je predvsem na ta način lahko narediš, to je pokazal tudi, ne, zelo, bom rekel, veliko nekih simulacij, ki naredijo boljši projekt, ne, ali pospešijo izdelavo projekta, ne, modeliranja. Tako da to je nekaj, kar je zelo zanimivo pri nas, to je še v povojih, na Sloveniji se to ne uporablja, ne, vsaj nekako mogoče med študenti, ampak biroje, ki bi to želeli, je pa kar nekaj. No. V Sloveniji tudi, ki to raziskujejo to področje in iščejo sodelavce, ki imajo znanja tega Rhino oziroma Grasshopperja, ker bi to rad povezali z BIM orodjem. Meni se je zdelo to ena zelo pomembna tema, ki se je želel vključiti v to konferenco in tudi nekako dobiti relevantnega govorca. No. In se mi zdi, da smo kar uspeli v tem. Ja, jaz lahko sodim sam po programu, pač, ker me žal tam ni bilo. Ampak meni se zdi, da letos, mislim, če mi je kdaj žal, da nisem bil ni letos, je žal, no. Bom tako rekel, ker se mi zdi, da je bila pač izbira gostov zelo v redu, pa mislim, da je bilo prvič na teh konferencah, pa me lahko popravite, ampak bil sem na vseh ostalih, ne, da je bila posebej sekcija za, ne vem, neke prve izkušnje ali pa za prve aplikacije, slovenske aplikacije na različnih področjih BIM-a. Tako da, ja, ne, tukaj odločitev ali pa čisto posrečen, ampak ne vem, meni se zdi tako zelo posrečen izbor. No. Te malo pohvalim, čeprav ja, v bistvu bolj posrečeno, kot pa nekako namensko nam je to padlo v program, ker smo tudi sami udeleženi v tem procesu. Z zbornico za arhitekturo oziroma z Ministrstvom za okolje in prostor se pripravlja pač neka BIM predloga
za komunikacijo, predvsem z upravnimi enotami, ne, ki bo ponastavila komunikacijo z upravnimi enotami in postavila neke standarde, ki jih danes ni. No. Tukaj smo mi sestavili neko ekspertno skupino, bom rekel, veteranov, ki poznajo to področje in skupaj z Mimo Suhadolc, ki je tukaj predstavila ZAPS in je tudi avtorica tega, te predloge, in to predlogo usklajevala skoraj leto z Ministrstvom za okolje in prostor. Poskušamo to spraviti v življenje. No, in mislim, da smo edini, ki smo nekako pokazali interes, da to zastavimo in na tem delamo. Ta stvar še ni končana, mislim pa, da bo v kratkem. Za program Arhicad, moram podati. Ja. Dobro, da si to omenil. Se moram reči nekaj, da ko je imela ona predstavitev, to je bilo recimo relativno na začetku, kjer je bila dvorana res polna. Nisem si sicer predstavljal, da je kar veliko arhitektov, ampak je bilo precej recimo meni neznanih obrazov v dvorani, tako da ena stvar, ki me je pa presenetila, je bila pa to, da je izjavila, da je ona na ZAPS-u zadolžena za varovanje interesov arhitektov. Sekretar. Nek tak stavek je bil, v bistvu zdaj ne moram čist citirati, ampak jaz sem v tistem trenutku rekel, da tole je pa bilo pogumno zdaj med samimi gradbeniki reči. Ja, ampak so bili, bi rekel, skoraj več arhitektov kot gradbenikov. Ampak mogoče sem to malo iz konteksta in razumel in zdaj rekel, tako da se upravičujem, ne v kakšne zamere. Ampak v vseh zgodbah o kako arhitekti, ne vem, pač recimo se selijo v področja, kjer so tipično gradbeniki delovali, me to malo presenečilo, ampak recimo. Lahko ti povem, da je ona arhitektka in se z BIM-om ukvarja že toliko časa kot mi, skoraj 30 let. Tako da malo manj, sigurno, ampak vsekakor te stvari pozna in uporablja tudi. Ne, se pravi, da ne pozna. Birokrat, ampak je dejansko dela, ima svoj biro. Matjaž, kaj se te še posebej? Kaj si posebej zapomnil, poleg tega, da si bil malo v stresu. V stresu bil skozi. Nisem probal šmorna. Ne vem, predvsem po, bom rekel, nekim pozitivnih odzivih po konferenci. To mi je tisto, kar mi je nekako najbolj ostalo, tako od predavateljev, kot v končni fazi udeležencev. In nekako sem bil kar vesel, da sem bil del te zgodbe zdaj na letošnji konferenci in mogoče je tudi tukaj zdaj nov dotok rečemo, krvi v ta BIM konference, ker smo očitno uspeli animirati en del arhitektov, ki bi morali biti že vključeni že predtem. Tako da jaz upam, da se bodo držali tudi v prihodnje, da jih bomo znali nekako zanimirati z temami, ker teme teh predavanj so ključne in mislim, da so za tega prišli. In mogoče tudi kakšen govorec, rečemo 3KD, konkretno Marko Dabrović, je zelo, zelo cenjen tudi v Sloveniji. Tako da jaz mislim, da to je mogoče neka ideja za naprej tudi. Se pravi, da se pokrije več področji, tudi da se zajame vse stroke. Pa bo format recimo konference, zdaj ne vem, če se že uspel v pravnem odboru te pogovarjati. A je želja to kaj širiti ali da stvar ostane recimo tako enodnevna? Se pravi, predvsem z razmislikom v smeri širjenja strok, tlele, ne vem, elektroinženirje pogrešamo. O tem se nismo nič pogovarjali. Zaenkrat je to organizacijski in finančni zalogaj, ki nekako se pri enodnevnem dogodku nekako zapre. Zdaj, da bi bilo to več, je prišlo tudi že neke, bom rekel,
predlogi že letos, ne? Konkretno od vajnega kolega Žiga Turka, ne? Da bi to razširili še na dodatne, da bi vključili študente, rečemo, v to in da bi naredili neke delavnice pred tem, ne? Pred samo konferenco. Letos tega nismo uspeli realizirati, je pa to ideja, da nimo drugo leto. Ne? In že to bo, bom rekel, en dan podaljšal celoten dogodek. Ne? Jaz mislim, da vsekakor študenti so ključni del teh konferenc, strokovnih konferenc, ker jih to zanima. Eni so mogoče malo bolj zainteresirani, eni malo manj, ampak vsekakor bi morali spodbujati se pravi vse deležnike, tudi izobraževanje, da so aktivni pri takih konferencah s svojimi temami. Robi, še kakšno dodatno vprašanje? V bistvu ne, no. Jaz upam, da bo še energija za podobne dogodke. Ne? Ja. To mi pa lahko rečejo, če bo še energija za BIM pogovor. Ne? To je hotel po mojem Matjaž reči zdajle. Ja. Tudi to. In moram reči še enkrat, zelo sem vesel, da ste naredili vsaj še eno oddajo, mogoče bo še kaj, da to, kar delata, je vredno in vsekakor z malo pomoči, ne, teh deležnikov na tem področju bi, mislim, da lahko ta pogovore oziroma celotno občestvo, ki posluša, lahko še bistveno povečali. To je moje mišljenje in jaz upam, da boste vztrajala in vsekako čestitam, da sta se ponovno odločila nekaj narediti na to temo. Ne? Zdaj, koliko časa bo trajalo, bomo pa videli. Saj do jutra, ko bo tale oddaja objavljena. Ampak sicer pa hvala za želje in čestitam. Ja, tudi čestitam še enkrat, tudi da sedanje delo. Matjaž, kje te lahko poslušalci kontaktirajo, če bo imel še kakšne dodatne vprašanje, pa za kakšne slajde? Vsekakor na mailu matjaž@pilon.si oziroma na sedežu podjetja Pilon, to je v Tehnološkem parku v Ljubljani, na Brdu, ali pa preko naše spletne strani oziroma preko Facebooka, ne? Tam kar nekaj objavljamo. Tako da bomo veseli vsakega komentarja ali pa vprašanja. Najlepša hvala. Robi, povej, kje boš maile lahko prebral? Ja, kje jih ne bom mogel brati, ne? Ja, neč, robert@klinc.net, če bi kdo slučajno pozabil, pa bi res kaj poslal, ali pa na info@bimpogovori.si, ne? Res je, no, ampak da ne bo tako negativno zvenelo, bi se sva dobila kakšen mail tudi na prošnje iz 100. oddaje. Tako da vse to pride enkrat tudi na vrsto, tako da bo na kakšno idejo in vprašanje in komentarje odgovorila v enih prihodnjih oddaj. Tako da to je pa tudi vse za danes. Jaz bi prosil poslušalce, da naj podprejo s tem, da se naročijo na ta podcast in to naredijo na 1001 možen način. Če ne vejo, kako to narediti, pa najbolj za meni mail pošljajo, ko bodo dobili izčrpno navodila, kako to lahko naredijo na vseh možnih kanalih, kjer BIM pogovore najdete, od Facebooka, YouTubea in jasno tudi na iTunes oziroma pač kjerkoli že dobite podcaste. Zdaj bi se pa sam še na koncu še enkrat Matjažu zahvalil. Prvi za dobro organizirano konferenco in to jasno prenesi tudi naprej na SIBIM. Predvsem to, da si vzel čas za tele kratke pogovore. Z veseljem. Se slišimo spet, upam, da čim prej. Mogoče že 14 dni. Ok, držimo fige. No, dajmo. Pozdrav. Ajde. Okay. Adijo. Čau. Ja.